Dober dan, lepo pozdravljeni v Mali galeriji Banke Slovenije na razstavi Trije veliki. Z razstavo Trije veliki začenjamo nek nov cikel v delovanju Male galerije, in sicer cikel razširjenih sodelovanj, ki ga nekako razširjamo tudi na prominentne partnerje, institucije, manifestacije, iniciative z področja umetnosti in kulture iz našega prostora. Prvo v nizu teh sodelovanj je sodelovanje Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, ki že od leta 1993 v okviru sekcije ilustratorjev organizira slovensko bienale ilustracije, ki mu nekako posvečamo našo prvo razstavo iz tega cikla razširjenih sodelovanj. ZDSLU in Galerija Cankarjevega doma kot organizatorja slovenskega bienala ilustracije podeljujejo tudi nagrade Hinka Smrekarja, poimenovane seveda po starosti naše ilustracije Hinku Smrekarju, in sicer 3 nagrade, glavno nagrado ter 2 plaketi. In ob tej priložnosti predstavljamo zmagovalce oziroma prejemnike nagrad Hinka Smrekarja s pretekle 13. edicije slovenskega bienala ilustracije. Torej v tem letu odpovedi in prepovedi, ko se manifestacije iz znanih razlogov nenehno zamikajo, kot najavo 14. edicije slovenskega bienala ilustracije, ki je predvidena za to jesen, predstavljamo zmagovalce oziroma prejemnike nagrad Hinka Smrekarja s pretekle 13. In sicer prejemnika glavne nagrade Milana Eriča ter prejemnika plakete Hinka Smrekarja Hano Stupica in Davida Kranjčana. Vendar, zakaj razstavi ilustracije dati tako pompozen, prominenten naslov Trije veliki? Prav zato, ker smo hoteli opozoriti na to, da ilustracija, ki sicer velja za neko mlajšo sestro, bolj zanemarjeno sestro velikega slikarstva, slikarstvo velike manire, je isto tako sposobna producirati velika dela, tako kot slikarstvo. Se pravi, 3 veliki, 3 nagrade, 3 izredne umetniške pozicije. Prva izmed teh pozicij, delo Milana Eriča, predstavlja pravzaprav mojstrovino na področju ilustracije. Nonšalanca in sproščenost njegovega sloga, izreden čut za gibanje, iznajdljivost pri kompoziciji, vse to prispeva k izredni energetičnosti in afirmativnosti Eričeve ilustracije, pri kateri je pač nepogrešljiv tudi kritični humor. Po drugi strani delo Hane Stupica predstavlja vstop v začarane svetove. Njen minuciozen, hkrati zelo bogat, nasičen, razkošen slog je pravzaprav vstop v sanje, je nek izredno posrečen preplet najbolj arhetipskih podob, ki jih poznamo iz klasičnih pravljic, ki jih poznamo iz lastnega otroštva, ter zelo samosvojega idiosinkratskega pristopa in obravnave le-teh. David Kranjčan v svojem delu, ki ga sicer zelo dobro poznamo kot pronicljivega kritika vsakdana, ilustratorja naslovnic dnevnikovega objektiva, tukaj na tej razstavi pokaže še neko drugo plat. Neko nasprotje tega kritičnega vsakdana, ki je bolj nek intimni vsakdan, upodobljen prek njegovega pristopa k stripu, kjer se prek neke zgodbe pijanega zajca posveča problemom in stiskam malega človeka, ki jih poznamo vsi. Ilustracija je izredno prožno področje, sposobno prevajanja izredno kompleksnih idej na najbolj neposreden možen način. Razstava Trije veliki pravzaprav naslavlja to specifiko ilustracije, hkrati pa tudi kaže, kakšno moč, kakšen umetniški izraz pravzaprav ta poseduje. V 3 umetniških pozicijah
najdemo pač povsem različna izhodišča, ampak pri vseh isto intenziteto afirmativnosti do življenja in umetnosti, ki nas navdihuje.